Spoštovane gledalke in gledalci, v teh dneh se spominjamo naših pokojnih, se pravi umrlih bratov in sester, ki so odšli z tega sveta. Obiskujemo grobove, ki smo jih za to priložnost posebej uredili, več molimo za rajne in jim tudi sicer v teh dneh namenjamo več misli in spominov. Boleče je, ker naši dragi, ki smo jih imeli radi, odhajajo od nas v večnost. Zapustili so nas. Po drugi strani pa smo lahko pomirjeni, ker nam Bog obljublja srečo večnega življenja. Spoštovane in spoštovani, to priložnost bi rad izkoristil tudi za kratko vzgojo glede našega sodelovanja na pogrebnih slovesnostih. Ko obhajamo cerkveni pogreb, se zgodi, da me kdaj kakšne stvari tudi motijo. Najbolj me boli, če ljudje med pogrebnim sprevodom klepetajo. Razumem tih klepet pred začetkom obreda. Nikakor pa ne razumem, če ljudje klepetajo, ko se pogreb že začne. V dušo me boli, če se zgodi, da se med samim sprevodom od vežice do groba ljudje pogovarjajo. Že samo iz spoštovanja do pokojnika in svojcev bi morali biti na pogrebu spoštljivi. No, doživel sem celo to, da so glasno klepetali celo svojci, kar je toliko bolj nerazumljivo. No, še bolj pa moramo biti spoštljivi zaradi pietete samega obreda, saj se pri pogrebu z molitvijo obračamo na živega Boga in verujemo, da je tam med nami v duhu prisoten Jezus Kristus. V Svetem pismu namreč piše, kjer sta 2 ali 3 zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi, pravi Jezus. Moti me tudi, če med cerkvenim pogrebom ljudje ne sodelujejo. Včasih se zgodi, da ljudje pri pogrebu ne odgovarjajo na duhovnikove molitve. Sam pri sebi se sprašujem, ali res ne znajo odgovarjati, ali jih je sram glasno odgovarjati drug pred drugim. No, doživel sem pa tudi pozitivna presenečenja, da so na primer sorodniki, ki so bili na videz od cerkve oddaljeni, na pogrebu lepo, glasno in pravilno odgovarjali. Večkrat opažam, da ljudje pogreb vse preveč doživljajo kot slovo in premalo kot začetek večnega življenja. Do neke mere seveda razumem, če so ljudje na pogrebu žalostni, je to seveda tudi dobro znamenje, saj pomeni, da so dotičnega človeka imeli radi in da se imajo tudi sicer radi med seboj, skratka, da so povezani. Če je ta žalost prevelika, pa je to lahko znamenje, da je ta ljubezen preveč posesivna, ko si drugega preveč prilaščamo in mu ne pustimo oditi. Da me ne boste narobe razumeli, tudi Jezus je jokal, ko mu je umrl prijatelj Lazar. Čustva moramo izraziti, ne smemo pa ostati samo pri čustvih. Našo žalost izročajmo Bogu, saj vemo, da nas on lahko notranje potolaži. Prizadevajmo si, da se bo naša ljubezen iz posesivne čim bolj spreminjala v velikonočno ljubezen, ki sprejema tudi trpljenje, pričakujoč poveličanje. Prevelika žalost na pogrebih lahko tudi pomeni, da je prisotne premalo vere v življenje po smrti. Pravijo, da je na primer v Afriki mati na pogrebu svojega otroka pela alelujo, torej veselo pesem, ker je verovala, da je njen otrok odšel k Bogu. Pomirjen sem, kadar pokopavam človeka, ki je bil dober po srcu, ki je prejemal zakramente, ki je imel rad Boga in je tudi prejel zakrament bolniškega maziljenja pred smrtjo. Zgodi se pa, da sem zaskrbljen, ko pokopavam človeka, ki ga nisem poznal oziroma ga že dolgo nisem videl v cerkvi. Zaskrbljen sem, ker ne vem, kaj se bo zgodilo z dušo pokojnega. Ali je umrl posvečujoči milosti, ali je odšel povezan z Bogom, ali je odšel, ne da bi mu kaj težkega ležalo na duši, ali pa je odšel nespravljen z ljudmi in Bogom. Vse skupaj izročam Božjemu usmiljenju, v upanju, da Bog vendarle gleda drugače kot mi ljudje. No, potem
Verjetno vas duhovniki premalo vzgajamo glede samih pogrebov. Prejeli smo namreč direktivo strani naših škofov, naj bi bolj pazili, kakšne pesmi se pojejo na pogrebih. Najbrž smo to vzgojo že delno zamudili. Jasno je, da naj bi na cerkvenih pogrebih prepevali zlasti cerkvene pesmi. Kakorkoli že, doživljam, da se tudi na naših pogrebih dogaja to, kar se dogaja tudi sicer v našem življenju. V središče preveč postavljamo človeka, pokojnika, premalo pa Jezusa Kristusa, ki nam je sploh zaslužil večno življenje. Spominjam se duhovnika, ki je rekel: prosim, da na mojem pogrebu govorite o velikonočni skrivnosti. Ne govorite o kakšnih mojih zaslugah, pač pa o Jezusu Kristusu. Jezus nam namreč pravi: jaz sem vstajenje in življenje. Jezus nam namenja blaženost in nam govori: blagor vam, blagor ubogemu duhu, blagor čistemu srcu, blagor tistim, ki delajo za mir, blagor preganjanim kristjanom. Če živimo v duhu blagorov, nam Jezus zagotavlja notranjo srečo, blaženost. 1. november je dan, ko v katoliški cerkvi obhajamo praznik vseh svetih. Poganski svet temu prazniku reče dan mrtvih, kristjani pa verujemo, da naši pokojni živijo še naprej. Upamo, da je večina pokojnih pri Bogu v nebesih, zato nazivamo umrle kot tiste, ki so živi pri Bogu. Praznik se torej po krščansko imenuje Vsi sveti. Božja beseda nam pravi, da je zveličanih zelo veliko, 144 tisoč, kar je simbolna številka, 12 krat 12 pa še krat 1000, torej zelo veliko. Svetniki v nebesih slavijo Boga, gledajo Boga iz obličja v obličje in se veselijo. V nebesih ni več trpljenja, ampak mir in veselje v svetem duhu. Seveda hrepenimo po tej večni blaženosti, ki jo lahko okušamo že na tem svetu, če smo v molitvi povezani z Bogom in med seboj. Upam, da s tem razmišljanjem nisem koga od žalujočih prizadel. Želim pa, da bi že na tem svetu čim bolj živeli kot Božje ljudstvo, ki napreduje v svetosti, in da bi se nekoč veseli sešli v nebesih pri Bogu, skupaj z našimi rajnimi, ki so že odšli od nas. Naj nas spremlja skrivnostnost teh dni, ki dišijo po večnosti.